Pozdravljeni v 44. oddaji Aktualno na GFML. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov še pridno sedimo v šolskih klopeh, maturantje pa so že zaključili s poukom in so na glavnem trgu zaplesali četvorko ter ključ šole predali tretjim letnikom. V petek 22. maja je uradno s poukom zaključilo 173 maturantov generacije 2011-2015. Na to, da se sedaj zares poslavljajo od šole, so opozorili s tradicionalnim fučkanjem po hodnikih GFML-ja ter okrog šole. Vsekakor pa so jih opazili tudi ostali Ljutomerčani, saj zadovoljnih žvižgov ni bilo mogoče preslišati niti na drugem koncu mesta. Maturantje, ki so celo leto pridno in ponosno hranili šolski ključ, so seveda morali ta dan izbrati svoje naslednike. Po zanimivih igrah, ki so jih pripravili zanje in napetem boju med paralelkami, je ključ osvojil 3B razred. Vrhunec dneva pa se zgodi ob 12. uri na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer so maturantje še enkrat zaplesali četvorko. Plesalci poklon. Prvi v sredino, drugi ploska. V desno prvi. Menjava prvi. V desno prvi. Menjava prvi. Vrtiva oba. In drugi v sredino. V desno. Menjava. V desno. Menjava. Vrtiva oba. In gromozanski aplavz tudi za drugo sliko. Bravo, tretja slika. Plesalci poklon. Prvi pari naprej. Še naprej, plesalec na drugo stran. Trojke naprej. Trojke naprej. In solo plesalke. Primešo. In vrtimo. Angliška verida. Drugi pari naprej. Še enkrat drugi, plesalec na drugo stran, trojke naprej. Trojke naprej. In solo plesalka. Solo plesalka. In vrtimo. Angliška verida. In aplavz za tretjo sliko. Finale četvorke. Plesalke poklon. Vsi v sredino. In ploskaš, visoko roke dvignemo. Na svoje mesto. Plesalke v sredino, plesalec navija za svojo plesalko. Pa leva v levo. Nazaj na svoje mesto, postaviš vrtiljak in vrtimo veselo. Ustaviš, poravnaš, sredino si. In ploska. Nazaj, plesalec sredino, plesalka navija glasno za svojega plesalca.
in leva v levo. Nazaj na svoje mesto in Newtone vrtimo vedno hitreje. Pa hitreje. Še hitreje. Bravo, aplauz tudi za zadnjo sliko finale četvorke. Žal je tokrat malce nagajalo vreme, a volje in zabave nikakor ni manjkalo. Mesec maj na GFML so zaznamovali številni pomembni obiski. Gostili smo poslance, finskega veleposlanika in francoskega pesnika. Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer vsakoletno pripravljata forum Mladi in njihova prihodnost v Evropski uniji. Na tokratnem forumu so naši gimnazijci gostili evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa ter poslanca državnega zbora Matjaža Hanžka in dr. Lasla Gönca. Osrednja tema tokratnega foruma je bila nestrpnost v Evropi, pri čemer so dijaki skupaj z gosti razpravljali o jezikovni, kulturni in verski raznolikosti Evrope, dotaknili so se tudi terorizma, ki je pred kratkim odjeknil v makedonskem mestu Kumanovo, največ časa pa so posvetili migrantom, ki se želijo prebiti v Evropo. Kar se tiče tistega gesla in vprašanja strpnosti in solidarnosti v Evropi, to je ena ključni izziv, ki jih čaka Evropo v tem mandatu, ki je pred nami, in moram reči, da se zdaj celotna evropska politika ukvarja s temi vprašanji in tukaj bo pa Evropa po mojem mnenju na enem takem zelo pomembnem zrelostnem izpitu, ne? Ali je sposobna iz sloganov, iz formul, iz temeljnih listin, iz ustanovnih listin in vrednot, zaradi katere je sploh Evropska unija nastala, pokazati, da to drži, ne? Ali pa so to samo črke na papirju. Na temo nestrpnosti je spregovoril Matjaž Hanžek. Ljudje smo strpni ali pa nestrpni, oziroma sovražimo ali ne sovražimo drugačnost, bolj ali manj enako, ne glede na družbene okoliščine. Ko pa se družbene okoliščine spremenijo, recimo, da so bolj ostre, ta naš odnos do drugačnosti pač plane na svetlo. Problem je verjetno v tem, da v kriznih situacijah pač iščemo krivca za to, da slab živimo in tako naprej. Zelo pogosto se ljudje ne upajo pogledati, poiskati osnovne vzroke, najlažje iskati nekoga drugega, drugačnega, da je vsega kriv. Na koncu je Laslo Gönc govoril o pravicah manjšine, predvsem pravicah porabskih Slovencev. Porabje je startalo iz zelo, bom rekel, težke situacije. Na Madžarskem je bil režim do leta 1990, kot je bil. To je bil pač Varšavski pakt, vsi poznamo, jaz se zdaj v to ne bi spuščal, ampak torej, takrat so že v Sloveniji, takrat v Jugoslaviji tudi, ampak predvsem pa v Sloveniji, bile manjšinske pravice na zelo visoki ravni. Na Madžarskem tega praktično ni bilo. In od takrat do danes se je pa naredil zelo velik korak. Pred 3 dnevi so bili ravno predstavniki porabskih Slovencev v Slovenskem državnem zboru in so sami poudarili ta nedvomno velik korak na vseh področjih, na področju sistemskega financiranja ustanov, na področju tudi ostalih političnih pravic, prevzemanja institucij strani slovenske samouprave in tako naprej. Tudi na tokratnem forumu smo dijaki dobili odgovor na marsikatero vprašanje povezano s sedanjimi dogodki, ki pretresajo Evropo, obenem pa so nam tokratni sogovorniki ponudili številne iztočnice za razmišljanje o prihodnosti v naši skupni Evropi. Pri urah angleščine na poudarjeni ravni smo letos že poslušali predavatelje iz Svazija, Islandije, Turčije, Nove Zelandije, Libanona in ZDA, nazadnje pa je bil naš gost še finski veleposlanik Pekka Metso. Glavni temi pogovora sta bili okolje in onesnaževanje. Presenečeni smo bili v podatku, da Evropska unija kar 20% proračuna nameni za osveščanje in za reševanje okoljskih problemov. The purpose of my visit was to engage with the students here
about important issues that they feel troublesome in the world. We were focusing quite a lot on the climate change-based global issues, but that wasn't the only thing. I think the students quite openly were telling about in our dialogues what are the things that they most worry about. We talked about migration, uncontrollable migration, terrorism, and then also some things about that is quite a lot talked about all around in Europe, and that's about the nostalgia, like how were things earlier, were things better, and how then when we compare today's world, what is the difference? My point was there quite clearly that things were at that time much simpler earlier, but the right time is right now, and looking forward, I think most of the students still, the majority of the views were expressed that the current time still serves the credit, whereas there can be some things that we can look into back and say that some things work better, but the world has changed, and by this way also the methods how we can do things better are different in today's world. So it's been a very enjoyable day here at school. This was already my second time, and I will have a very fond memory of this school. Na koncu je veleposlanik Finske povedal, da Finska iz varčevalnih razlogov zapira svoje veleposlaništvo v Sloveniji. Kot pravi, bo pogrešal vreme v Sloveniji ter odprtost in dobrosrčnost Slovencev. Čeprav tipična besedila večkrat združujejo lirske, epske in scenske elemente, se je za namene nastopanja razvila povsem nova zvrst. Slam poezija oziroma govorjena beseda, ki ni namenjena bralcu, ki v tišini bere, temveč glasnemu recitiranju in nastopanju. Elemente performance poezije razvija in prikazuje tudi moderni francoski pesnik Pierre Soleti, ki je pred kratkim obiskal gimnazijo Franca Miklošiča. Učenci smo delavnico začeli s kratkim intervjujem in recitiranjem slovenske himne v francoščini. Pesnik nam je zbranim predstavil eno izmed svojih del ter japonsko pesniško obliko haiku, ki zgoščeno prikazuje trenutke iz narave, ki se povezujejo z dogajanji v človekovi notranjosti. Dijakom je zadal nalogo, da sami napišemo svoj haiku s koncentriranjem na eno točko v razredu. Po predstavitvi svojih del nam je z napotki in popravki prikazal pravila nastopanja in recitiranja. J'aimerais bien qu'il y ait plus de poésie sur les murs, donc ce serait bien que tout le monde écrive sur les murs du lycée. Voilà, écrire votre poésie propre et peut-être des tas de haïkus. Na koncu delavnice smo dijaki ustvarili kar nekaj presenetljivih literarnih izdelkov, kateri bodo celo objavljeni na internetni strani Francoskega inštituta v Ljubljani. Dijaki programa predšolska vzgoja so tudi letos sodelovali na Orhumaniji in pripravili delavnice za otroke vrtca Puconci. Spoznajmo se in postanimo prijatelji. S tem sloganom smo tudi letos igrali in ustvarjali z dijaki 3. letnika na že tradicionalnem srečanju vrtcev v Puconcih. Letos je srečanje zaradi prenove igrišča pri vrtcu Brezovci potekalo v osnovni šoli Puconci. Delavnice so vsako leto pestre, izvirne, nekaj je seveda novih napram lanskemu letu. V glavnem lahko povem, da smo z vašimi delavnicami, ki jih pripravijo dijaki smeri predšolske vzgoje, vsako leto zadovoljni, letos še posebej, ker, če povem, po resnici mi je bilo kar malo strah, kako bo to v telovadnici izgledalo in se je vse zelo super izteklo. Dijaki so zaigrali igrico Medo išče Dudo, ki so jo sami pripravili pri modulu Ustvarjamo za otroke. Izvedli so tudi različne delavnice. Otroci so imeli možnost zaigrati na bum palice v glasbeni delavnici in se igrati z magneti v fizikalni delavnici. V jezikovni delavnici so se urili v jezikovnem izražanju, pri likovni delavnici so krasili kamen prijateljstva, v družboslovni delavnici so pomagali poiskati fernikuli pot iz labirinta, v športni delavnici pa so se razgibali. Tista fernikula pa spomin, pa še tiste fornikule, pa sem barvil kamene, pa lovil ribice, pa sem nalepil medvedka. Samo magnetak. Magnetek imaš, kaj pa delaš z njim?
Ja lovim. Ludo. Išču medvedeka. Lovite ribe? Ja, sem se barvu pa to kamenčke. Predstava. Medu je svoje dudo iskal. Letos se nam je na srečanju pridružila Anica Justinek iz Centra za poklicno izobraževanje. Doživljam eno tako prijetno čustvo, ko vidim, kako delajo z otroki, kako se lepo igrajo in kako uživajo in kako so srečni. In ko gledam to, sem se uživela vanje. Vsaka delavnica po svoje je zelo imenitna in kakšne nove ideje, super so, vse po vrsti. Od igrice pri glasbi, glasbeni delavnici, tamle so zelo lepo povezali tudi matematiko z glasbo, barve, potem pri jezikovnem telefona se že nismo igrali ne vem koliko dolgo že in me veseli, da so te igrice spet aktualne in da se vključujejo v to delo. Spoznala sem magnetke, nove materijale in otroci kako uživajo, kako barvajo, kako torej se igrajo, pa tudi znajo biti potrpežljivi pri spominu, recimo, ne? Da ko pridejo na vrsto, ko odkrivajo, imenitno. Naše srečanje se je zaključilo s piknikom, po katerem so se otroci odpravili k počitku, naši dijaki pa novim izzivom naproti. Orfeki GFML smo se letos že 5. odpravili na državno srečanje orfovih skupin, ki se imenuje Orfomanija. Letošnja je bila že 20. in je potekala na osnovni šoli Anice Černejeve Makole. Skupino Orfeki GFML vsako leto sestavljajo drugi dijaki, ki igrajo drug repertoar. Letos v skupini sodelujejo dijaki 2. in 3. letnika programa predšolske vzgoje, ki jih druži veselje do petja in igranja na orfova glasbila. Naš nastop smo poimenovali Škratomanija. Gre za venček pesmi o valčkih z medigrami, ki smo jih predstavili tudi že naši najmlajši publiki na predstavi Pisani tobogan. Že tradicionalno smo v maju podelili priznanja tekmovalcem zgodovinskega tekmovanja, letos prvič pa smo sodelovali v tednu ljubiteljske kulture. V sklopu tedna ljubiteljske kulture smo se s pevci šolskega pevskega zbora GFML odločili za nastope po Ljutomeru. S krajšim programom, ki je obsegal slovensko ljudsko in slovensko popevko ter nekaj tujih, ki smo jim dodali še plesne korake in spremljavo na kitari in kajonu, smo zapeli na več ljutomerskih lokacijah. V domu starejših občanov, na dvorišču Ljutomerske osnovne šole, pri cerkvi ob Miklošičevem spomeniku in na glavnem trgu. Nekateri so z nami že zapeli in zaplesali, predvsem pa zatrdili, da smo jim polepšali dan, celo teden. K temu je prav zagotovo pripomogla prijetna popestritev manjše skupine dijakov iz vrst pevskega zbora, ki se je predstavila z Afriko. Naslednji dan smo na šoli za dijake prvih in drugih letnikov predšolske vzgoje organizirali ustvarjalno delavnico, na katero smo povabili tudi otroke in njihove vzgojiteljice iz vrtca Ljutomer.
Okrog 120 otrok se je prepustilo svoji domišljiji, saj jih pri tem nihče ni omejeval in na koncu ure je bilo celo parkirišče porisano z otroškimi motivi. Dijakom prvih letnikov gimnazijskega programa pa smo ponudili 3 ustvarjalne delavnice na temo pomladne impresije, in sicer literarno, gledališko, glasbeno in likovno. Dijaki so bili zelo ustvarjalni, odpeli in zaigrali so kar nekaj skladb, pripravili skeč v številnih variantah in naslikali svoje vtise iz narave. Prleško društvo generala Maistra je v sodelovanju z gimnazijo Franca Miklošiča iz Ljutomera 9. leto zapovrstjo organiziralo tekmovanje z naslovom Pot v prihodnost, kjer dijaki iz slovenskih srednjih šol izkazujejo svoje znanje iz novejše slovenske zgodovine. Letos je 24 dijakov iz 10 slovenskih srednjih šol pripravilo naloge na temo Pred 70 leti se je v mojem domačem kraju končala 2. svetovna vojna. Javna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad je bila izvedena v soboto 23. maja 2015 v sklopu dneva odprtih vrat Mariborske vojašnice Slovenske vojske, ki nosi ime po generalu Rudolfu Maistru. Podeljene so bila 3 zlata in 7 srebrnih priznanj, ostali sodelujoči pa so prejeli bronasta priznanja. Dijaki, ki obiskujejo izbirni predmet študij okolja, in dijaki, ki obiskujejo ekokrožek, so se z mentorico profesorico Matejo Godec odpravili na ekskurzijo v Gösing. Mesto se ponaša z nazivom prvega mesta na svetu, ki se samo oskrbuje z obnovljivimi viri. V mestu so leta 1996 ustanovili Evropski center za obnovljive vire energije, v katerem razvijajo regionalne in lokalne pristope k varčevanju z energijo, projekte za uporabo in proizvodnjo obnovljive energije. Evropski center za obnovljive vire pa organizira tudi predavanja in usposabljanja na področju obnovljivih virov energije in vodene oglede ekoenergijske dežele. Pri predstavitvi modela Gösinga so dijaki izvedeli, da se je pred 20 leti Gösing ukvarjal s podobnim problemom, kot se danes pojavlja v Ljutomeru. Velika brezposelnost, odseljevanje mladih in beg možganov. Po predstavitvi so si dijaki ogledali daljinski sistem ogrevanja mesta Gösing na lesno biomaso, 3 generacijo, sočasno proizvodnjo električne, toplotne in hladilne energije, prototip Sönsober, hlajenje preko sončne toplote, majhno vetrno elektrarno, ki proizvaja električno energijo v polnilni postaji za električni avtomobil. Najbolj zanimiv za ogled je bil sistem uplinjanja lesne biomase, ki je edinstven na svetu in so po njegovem vzoru postavili velik obrat na Švedskem. Presenetilo nas je predvsem to, da iz lesne biomase na tak način lahko dobijo zemeljski plin, dizel ali mešanico alkoholov, ki jih lahko v nadaljevanju uporabijo za različne načine in tako iz energetskega vidika na ta način pridobivajo ali električno energijo ali pa toploto. Dijaki so ekskursijo zaključili v čokoladnici Zoter, kjer so izvedeli, da izdelujejo čokolade, ki so narejene izključno iz biokakava, kupljenega preko pravične trgovine. Radi se udeležujemo prireditev in tekmovanj v naši okolici. Tokrat so se izkazali naši profesorji. V soboto 16. maja je v Radencih potekal že 35. maraton 3 src. Največje tekaške prireditve v tem delu Evrope so se udeležili tudi dijaki in profesori naše gimnazije. Na razdalji 5,5 km so tekli profesori Andrej Kos, Mojca Ficko, Nina Črešnjevec, Sonja Frčak, Lidija Kos-Ulčar, Saša Vrbnjak in Bojana Moravec. Progo so premagali v dobre pol ure in tako častno zastopali našo šolo. Ustvarjalni smo na različnih področjih. Dijak 2. letnika Metod Kulčar je mojster računalniške animacije. Danes je z nami Metod Kulčar, ki je letos osvojil prvo mesto na festivalu sodobne umetnosti mladih Transgeneracije 2015. Kako se počutiš ob tem dosežku? Občutek je bil odličen. Novico, da sem dobil prvo mesto, sem izvedel nepričakovano, zato je tisti občutek bil res zelo dober. In še zdaj se počutim enkratno, saj poleg vsega veselja imam tudi nek dokaz, da je animacija res nekaj vredno. Lahko nam na kratko poveš, kaj sploh je festival Transgeneracije? Festival Transgeneracije je natečaj, ki ga organizira Cankarjev dom. Na natečaj se lahko prijavijo vsi srednješolci iz Slovenije.
za svojo gledališko ali plesno predstavo ter z likovnimi fotografskimi ali videodele. S festivalom me je seznanila profesorica likovne umetnosti Tanja Trajbarič-Lopert, sem se pa letos festivalu udeležil prvič. Kje si dobil idejo za to animacijo? Idejo sem dobil tako, da sem želel ustvariti nekaj, kar vsak dan ne vidimo, je skrito našim očem in prišel sem na idejo, kaj če bi ustvaril molekulu DNK-ju, zanimiral, na koncu je video tako tudi nastal. Ali se s tem ukvarjaš tudi v prostem času? Imaš še kakšne druge hobije? Ja, se ukvarjam v prostem času, pač večino časa mi vzame prav to učenje in zanimanje za programe, s katerimi ustvarjam te vrste videov. Ali se s tem nameravaš tudi ukvarjati v bodoče? Definitivno sem s tem ukvarjal v prihodnosti, saj me pač 3D modeliranje, animacija, vse, kar je s tem povezano, zanima. Področje je zelo razširjeno, neomejeno in lahko ustvarjam karkoli želim in s tem bi se želel ukvarjati v prihodnosti tudi bolj resno, ne samo strani hobijo. Ok, hvala ti Metod za tvoj čas in za tvoje besede. To je bilo vse. Z vami bomo spet prihodnji mesec, ko bomo že uživali na zasluženih počitnicah.